Hejla, dobro jutro, dober dan. Evo, september je tu, šolarji so šli v šolo, ali odrasli, ki učijo, ali otroci, ki grejo v šolo. In začel se je ta začetni kaos reorganiziranja vseh možnih urnikov, kdaj imajo otroci treninge, imamo sploh termine, nimamo terminov, kdaj bom jaz imela zase, kakšne aktivnosti, treninge, kdo bo kdaj kam šel, kaj zakaj, novi posli. V glavnem september običajno, vsako leto je tako, se polno stvari dogaja in polno stvari se je potrebno reorganizirati, zrihtati, zato da stvari pol med letom delujejo. In niso vsi ljudje sposobni biti umirjeni z vsem tem, z organizacijo vsega tega in z vsemi izlivi, čustvi, občutki, ki se ljudem, ki so del, ne vem, družine, ne vem, ekipe, ljudi, ki pač se je potrebno reorganizirati na novo, niso vsi umirjeni in sproščeni s tem. Tako da, kaj narediti takrat, ko je cela štala in ne veš, kako česa kaj se lotiti. Eno izmed orodij, ki jih pri bar z delavnici dejansko, Adexis Consciousness se učimo, je, komu to pripada. Kaj če dejansko ta stres, nemoč, vse to, kar se dviguje ob tem, ko pomisliš, pa nimam, ne vem, niso mi še javili, kdaj ima otrok, ne vem, nogomet, pa ne vem, kdaj je glasbena, pa oni so javili, pa se mi križa, ne bom jaz mogla, lih takrat je mogla dati, ne vem, jogo zame, ker potem ne bom mogla hoditi, ne, zdaj moram najti drugega in vse to. Kaj če zaznavamo misli, čustva, občutke drugih ljudi? In kaj če ni to samo neka fabula, zgodbica, kaj če je to res? In kaj če je problem v tem, da si tega ne priznavamo in smo potem še v večjem kaosu, ker mislimo, da vse to, kar se nam zdi, te občutki, vse to, kar se da vse naše. Dejansko v Accesu so ugotovili, da 98% vseh vaših misli, čustev in občutkov sploh ni vaše, naše, tudi moje, kaj mislite. Ne? In ko se zalotiš, ko padeš v nekaj, vstavi se, in to vse v mislih, samo se vprašaj, resnica, komu to pripada, je to sploh moje? In če se olajša, če je bolj sproščeno, pomeni, da sploh ni bilo tvoje in si se sekirala v prazno. Šla v reakcije, karkoli v prazno. To je ful dobra stvar. Tale video bo ful kratek, ne bom dolgo vezla. Kratko je, drnato, uporabno. Komu to pripada, je to sploh moje? In lahko se to sprašujete skozi cel dan, fulkrat na dan. Karkoli se dogaja, karkoli občutite, karkoli vam hodi po glavi, komu to pripada, je to sploh moje. Ni treba verjeti, ni treba razumeti, uporabljajte in sporočite mi, kako je delovalo za vas. Kako lahko še boljše kot tako. Ajde, naj bo res vsak dan čim bolj umirjen in sproščen. In kaj če ne bi uporabljali, kako lahko še boljše kot tako, ne? Kaj če ne bi uporabljali to orodje, komu to pripada samo zdaj septembra, kaj če bi to lahko uporabljali vedno in povsod in vaše življenje bi bilo fantastično. In evo, lejte, kje sem jaz. Sem šla in giro na plažo. Tako da, naredite si krasen dan. Čau, čau.